V laboratoriju za informatiko se ukvarjamo z informatiko, torej vedo, ki se ukvarja z informacijskimi sistemi. Pri tem se ukvarjamo z načrtovanjem, razvijanjem, uvajanjem in pa tudi obvladovanjem informacijskih sistemov. V praksi se to izkaže za vse prej kot enostavno, saj se danes srečujemo z vedno kompleksnejšimi tehnologijami in pa tudi poslovnimi okolji, ki se nenehno spreminjajo. Ne znamo si več, na primer, predstavljati, kako bi brez informacijskih sistemov delovale banke, borze, državne institucije, letališča, bolnice, železnice in druga podjetja. Današnja družba je informacijska družba, kar študiju in pa raziskavam v našem laboratoriju daje še poseben pomen in pa tudi odgovornost. To pove tudi povpraševanje po kadrih iz področja informatike, ki je danes kar nekajkrat večja kot pa ponudba. Tako smo v preteklih letih sodelovali že v številnih projektih, tako z državnimi institucijami, kot tudi z gospodarstvom. Najpogosteje smo sodelovali na področju strateškega planiranja informatike ter v okviru tega razvili načrte informatizacije za številne slovenske sisteme, med njimi tudi Telekom, Mobitel, Slovenske železnice, Elektro Slovenija, Petrol, Univerza v Ljubljani, Klinični center, Kapitalska družba in Elektro Ljubljana. Z ekipo, ki danes šteje že 11 rednih in vsaj toliko zunanjih sodelavcev, smo se v zadnjih letih specializirali za predvsem dve področji. Prvo je obvladovanje informatike, kamor sodi analiza in prenova informatike v poljubnih poslovnih sistemih, ter podpodročje analize in izboljšave metodologij razvoja informacijskih sistemov in širših IT postopkov. Drugo podpodročje, ki bi ga omenila, so poslovni procesi, njihovo preučevanje in možnosti njihove avtomatizacije, predvsem v skladu s storitveno usmerjeno arhitekturo, ki je danes eden izmed bolj obetavnih IT arhitekturnih stilov. Drugo širše področje, poleg obvladovanja informatike, je bolj tehnološko obarvano. V njegovem okviru preučujemo in tudi razvijamo nove tehnologije za potrebe naših partnerjev. Tako smo v zadnjih letih razvili specializirano arhitekturo za potrebe obračuna storitev Telekoma Slovenije, v zadnjem letu pa razvijamo arhitekturo sistema za detekcijo goljufij v različnih panogah. V okviru Fakultete za računalništvo in informatiko smo se z laboratorijem za informatiko vključili v tehnološko mrežo za informacijske in komunikacijske tehnologije. Tukaj smo pod okriljem Centra odličnosti z istim imenom zadolženi za projekte z področja elektronskega poslovanja.